Živijo, jaz sem Ul, dobrodošli na Sloven Easy. Kako ste kaj? Jaz sem zdrav, a ste vi zdravi? Upam, da ste zdravi. No, v glavnem, v včerajšnjem videu smo začeli z obravnavanjem podredij oziroma vrst odvisnikov. In danes bomo nadaljevali. Včeraj smo imeli osebko odvisnik, danes imamo pa predmetni odvisnik. Ta je drugi po vrsti. Drugi od 10 filmčkov. Samo še 8 jih je, ampak napredek. Zdaj pa, kako se po predmetnem odvisniku vprašamo? Vprašamo se isto, kot bi se vprašali za sklone od 2. do 6. Saj jih poznate, ne? To so rodilnik, dajalnik, tožilnik, pol imamo še mestnik in orodnik. A ne? Preprosto. Imamo pa še eno stvar, ki jo včeraj nisem omenil. Tukaj imam napisano poved, ki je normalna, nima odvisnega stavka oziroma nima podredja. Zdaj pa, sestra je želela objem, se glasi. Kako bomo to spremenili v podredje? Zato, ker je predmetni odvisnik, najprej poiščemo predmet. Sestra ni predmet, želela ni predmet, objem pa je predmet. Kako bi objem spremenili v stavek? Že vem. Lahko bi ga spremenili v da jo objame ali pa da bi jo objel in tako naprej. V bistvu spremenimo, saj veste, kaj je stavek, a ne? Stavek rabi vsebovati vsaj en povedek, ja. Zdaj pa, tukaj imam, da jo objame, zaradi tega, ker je sestra je želela. Sestra je želela, da jo objame, se pa glasi končna poved. Da je veznik, pa sem ga tudi označil. To je pa predmet v 4. sklonu, oziroma to je tožilnik, ja, tožilnik. No, zdaj pa mi malo dovolite, da zrihtam tablo, da lahko pol še nadaljujemo. Evo me, sem že nazaj. Kot vidite, se je tabla kar precej spremenila. Prva stvar, ki ste jo verjetno opazili, so tele besede tukaj, no. To niso kar ene besede, to so vezniki, ja. To so vezniki predmetnega odvisnika. In te se glasijo kogar, kar, da, ali, kaj, kdo in še. Itak, da se še kakšen najde, ampak še kakšen. Pomembna stvar je tudi, da med glavni in odvisni stavek vedno postavimo vejico, ne glede na karkoli. Ne glede na karkoli. Vejice so pa tukaj z rdečo, ker, ja, dal se mi z rdečo, da ne bi slučajno pozabil. Tukaj so pa vprašalnice. Zraven vsake vprašalnice bom navedel še primer, da si bomo lažje zapomnili. Kar začnimo s ta prvo. Ta prva se glasi koga ali česa in to je seveda rodilnik. Zdaj pa primer bi dal. Nisi želela, da jo objame, evo. Nisi želela je glavni stavek, da jo objame pa odvisni. Vprašali bi se pa koga ali česa si ni želela, odgovor je pa da jo objame. Naslednji je komu ali čemu in to je seveda dajalnik. Primer bo pa, pritrdil bom tistemu, kar bom videl. Pritrdil bom tistemu je glavni stavek, kar bom videl je odvisni. Vprašali bi se pa, komu ali čemu bom pritrdil, odgovor je pa tistemu, kar bom videl. Naslednji primer je tukajle, koga ali kaj in to je seveda tožilnik. Primer bo pa, od sestre je želela, da jo objame. Tega smo že prej imeli. Od sestre je želela je glavni stavek, da jo objame je odvisni. Vprašalnica se pa glasi, koga ali kaj si je želela, odgovor je pa, da jo objame. Naslednji je pri kom ali pri čem. To je mestnik, ja. Primer bo pa, obstal je na tistem, kar je znal. Obstal je na tistem je glavni stavek, kar je znal je odvisni stavek. Vprašali bi se pa, pri kom ali pri čem je obstal, na tistem, kar je znal je pa odgovor. Še ta zadnji je pa s kom ali s čem in to je, poslušam vas, to je orodnik, ja. Primer bom dal, deli s tistim, komur primanjkuje. Vprašali se bomo, s kom ali s čim deli, odgovor je pa s tistim, komur primanjkuje. Evo, to je to, saj ni bilo to hudo, a ne? No, če imate kakšno vprašanje, mi jih napišite v mail, ki ga bom dal spodaj v opis. Če vam je bil všeč video, ga lepo prosim všečkajte, brezplačno je. In če vam pa je bil zelo všeč,
se pa lepo prosim naročite, to je tudi brezplačno. Lepo se imejte in čao.